ti pomeni, mama je bila pa vzgajena v tistem smislu, da more, ne vem, kva vse otroku materialno dati, se pravi v naravi vzeti. In ne vem, imam par takih velikih slik, te so majhne, no. Te so pa bolj tako, vidiš, žnablji poudarjeni, pa tak, recimo tale, vidiš ta, kao, joške, rit, pa žnablji. Te hecne so, Ja, to kar, kjerokoli boš hotel, si kar zber, recimo, se jih imam še ne par, nisem mogel vseh prinesti. Veš, ta isto, noseča, joške, žnabli, nič, ni taka, pa še, a veš, Picasso. No, vidiš, to je zelo Picassovsko. Ja, ne, in dejansko, mislim, včasih manj narediš, mislim, več poveš, a ne. Sam, ja, to, veš, recimo v Postojnski jami, a si bil kdaj, no, kdaj si bil tam? Bil, No, parkrat. tam je en del, ki se mu reče Velika gora. In jaz sem že rekel, če bi v tisto Veliko goro zvrtal, 30 metrov nižje, ker se pač strop ruši počasi, ker je pač, ne vem, ti strop je več kot 300 metrov dolg in se počasi ruši. Se pravi, ko se strop ruši, v bistvu dela hribček, a ne. In v roku 5 milijonov let bo tisti 60 metrov, 45 do 50 metrov, približno je tisti strop še debel, se bo porušil, se pravi, toliko bo še zrasel hribček, bo pa nagor odprt, kakor Rakovški ocean, recimo, ne, ker bo podor in bo odprta jama ratala. S tem se bo pač porušilo ravnovesje vlažnosti, kapniki bodo začeli propadati, ampak kar čem reči je to, 5 let nazaj, mislim 5 let nazaj, 5 milijonov let nazaj približno, tam ni bilo skoraj nič. Razumeš? Zdaj, se pravi v sedanjosti, 5 milijonov let potem, imaš in kapnike in veliko jamo, ne. Čez 5 milijonov let bo pa toliko višji, strop se bo porušil, ampak spet ne bo nič. Razumeš, se pravi, mi imamo že zdaj srečo, da smo točno v tistem obdobju, ki je in velika jama in veliki kapniki. Je pa res, da bo čez 5 milijonov let, tam, ko zdaj pač reka Pivka teče v nekem drugem tunelu, majčkeno nižje, tam pri izhodni dvorani se lepo vidi, kako gre v bistvu lepo reka nižje od spod, pod temu prvemu tunelom, ki so že par milijonov let, bo pa tisti del toliko večji. Razumeš, ker bo pa reka tam toliko več ustvarila, ko bo 5 milijonov let minili in bo pa tam več dvorana. A ne? Se pravi, vse v nekem, bi rekel, časovnem obdobju zgleda čisto drugače. Ali pa 200 let nazaj je bil cesar, ni bilo še električne razsvetljave, so rabili 12.000 lučk. In Vajkard Valvazor, sem pozabil, ki smo. No, v glavnem, on je napisal, da so pošasti not. Zakaj? Zato, ker so vse premikali. Premikali se je pa vse zato, ker so vsi bakle imeli takrat. Kaj pa je danes? Danes je pa vse primir. Zaradi električnih luči. Pa ni pošasti več. In mi vsi boljše vidimo jamo, ki je pa cesar videl takrat, ki so imel 12.000 luči. In veš, to je vse stvar pogleda pa časovnega obdobja. In isto je s tvojo pesmijo, in isto je, kako ljudje gledajo naravo in, ne vem, to bo vse čisto drugače. In mi imamo res srečo, no. Glavno, da so ovekovečena, ker če bi zdaj midva brez tele kamere bila, bi pač govorila, pač, ne, se normalno pogovarja, kot bi se drugače, to je tisto. Ampak to bo zdaj, to bo lahko, to je potencialno večno, tako, zanimivo, ne? To moraš zato posneti, ker danes ljudje same bedarije snimajo, razumeš? Bedarije snimajo, pa kva je bil škandal, pa kva je kdo naredil. Priznam, Ben pa ne reče, koliko si ti prejšnji teden dreves posadil, razumeš? Koliko si naredil tega, onega, tretjega. Dobro, tudi če si kjerga kdaj zajebal, pač nisi šlo, imel si dobre namene, si zajebal tega, onega, tretjega, najbolj si sebe zajebal, če si hotel dobro narediti, si na koncu sebe zajebal, ampak gre se za to, da celota, iz celote v prihodnosti nekaj bo. In ali gledam Gorca, ali gledam Šerugo. Gorc je bil tle 2 dni nazaj, prej, ko sem ti pravil. No, to je bil on. Zdaj sem gledal en odsek na Facebooku od onega, ki je bil obsojen za te otroške pornografijo, ki ga je imel na podcastu. In sem rekel, kaj sem mu napisal, komentar sem mu napisal, da še dobro, da grem danes ali jutri k tebi, da mi nekaj pametnega posnel, ker ne morem več teh debilov in gledati in poslušati.
on je obsojen za pedofilijo, ta ga pa promovira. Razumeš? To mene res, ne vem. Pa sej njemu se fajn zdi, ima publiciteto, pa ne vem kva, pa sej na YouTube moraš imeti firmo, veš, da daš oglase, pa to, njemu je to del posla. Meni se zdi pa to, viš, da ne vem, moč imaš, če imaš ti moč, naredi nekaj, da so folk po tebi zgledoval. Njegova kolegica, recimo, je Katja, kva je, njen tip ima Kalipso, imajo lepote Slovenije, zabavajo ljudi, delajo nekaj pametnega. Kaj pa gorc? On ga promovira, tega promovira, tretjega promovira. Ne vem, kjer ga pametnega, dobro, zdaj, če bomo tebe, upam, da te kaj pametnega vprašal. Ja, a veš, kaj se zgleda, lepo se prilagodijo, lepo so se pogovarjali. Ja, ne, on, mislim, sej, jaz sem gledal tisto, ki je mu z vodebom, pa je rekel, da ima hčerko, pa da une hčerke, pač, da nima stikov gor dol. Ja. Lahko bi, tako ki je rekel, vodeb, avto kupil ali pa nekaj, v tem smislu, ne da ti znar kopič tam, ampak dobro, vsak ima svoje življenje, ima pač tisto svojo mamo, v redu je pač srečen, se je tudi to del sreče, sem, da pa te pedofile promovira, pa to mi pa ni res. Že tako... Veš, da sem jaz imel tudi enega prijatelja, ki so ga tudi obtožili pedofilije, dober človek, pa spoznal se je tudi na tele računalniške, pa tudi tole že malo internet. Res rad, še zdaj ga imam rad, en Janko, in so ga zaprli zaradi pedofilije in on se je zelo angažiral proti, in je ves cajt trdil, da ni nič po to, ker šlo je pa zato, da je bila pa punca, je bila pa njegova pastorka, od njegove žene oziroma partnerke, koliko je bila stara, recimo, ne vem, 17 let ali pa kaj takega. In to bi bila zdaj kao pedofilija. In so, lahko da se ona njemu tam obešala na vrat, a veš, pa kaj pa 17 let, pa kurac, kaj. Ne, to ni nobena pedofilija. Pedofilija je tam, pri 12 ali pa pri 5, ne. 17 let, to je pa odrasla oseba, fizično in vse, ne. In, no, glavno, a veš, in ta človek je sedel kar par let, ne. Ne, sej to razumem, kaj češ, to je malo drugo, sej to sem ti dal en primer, sem tudi gledal, ki enega Štajerca promoviral, ki je eno žensko zlorabljal, ki skozi je bila zadeta, jaz sem gledal posnetke, ki je en tip, pustimo tistim je na Facebooku objavljal posnetke, kako je žensko zadrogirano posiljeval in je mu tudi tega na podcastu, in v tem smislu si mislim, če ima unga bumbarja, pa tega bumbarja, ki te mladoletence takrat, ne vem, jaz imam dobro, jaz imam ful nahmajno. Lej, sej tudi jaz. Pač. A veš, je pa hec, ne, ker po drugi strani je pa glih, ker so bila prej pri tem krščanstvu, Jezus, ne, on je rekel, lej, jaz se bom tudi z barabami, z morilci se bom glih tako družil, ne, kurbe, itak, tudi jaz sem se s kurbami družil, ne, pa celo hodil sem z njimi, pa celo poročil in tako naprej. To je v redu, drugače, hočem reči, ko gledaš pametna v bistvu. No, recimo. Tako da tle stvari so zelo ambivalentne oziroma multivalentne, ti lahko gledaš 100 strani na eno mesto zadevščino in jo interpretiraš tako ali drugače. In zdaj, a veš, pa rečeš, ta človek je toliko toleranten, ali po drugi strani pa lahko rečeš, ne, to je pa nemoralno, ne, to se pa ne dela. In zdaj, kje je pa zdaj ta meja? Ja, se strinjam. Vsak ve zdaj zase, kaj konkretno v tistem trenutku, kaj bi rad dosegla, bi rad, ne vem, da bi temu človeku se odpustilo. A veš, jaz osebno nisem te sorte, da bi rekel, zdaj pa, ne vem, zdaj pa promoviral enega tazga, jaz ne bi recimo to naredil, ne. Ampak po drugi strani ima pa vsak neke svoje, ne vem, parametre, gabarite, ne, ali kako se temu reče, neke mejnike. Kaj pa jaz vem? Če vse po svoje prav, pa narobe odvisen, s katerega stališča gledaš.
Kaj pa v nas gledal tega nepridiprava, ki je šel v Kamnik, ali kaj. En tip je bil zaprt 30 let, ker je duhovnika ubil, ki ga je posiljeval. A zgledal tisti na YouTube video? Ne, nisem. No. In ta, ne vem zdaj, ko ime temu, ne pride. Ne, ni peromatičen. Enka zdaj kandidira kao za ljubljanskega župana. V glavnem, on je bil v zaporu let pa pol in tam je spoznal enega človeka, ki je v bistvu kot otrok bil zlorabljen, je hodil v cerkev, družina je bila ful verna in duhovnik ga je posiljeval. In je rekel, da ne neha. In ga ni nehal in on je odrastel in ga je parkrat hotel ubiti. Na koncu ga je pa ubil. In kva je bilo summa summarum, ne vem koliko, 28 let zapora. In njegove dve sestre sta ga čist, da ga ne poznata, starši so ga razveslili, on se je pa sam branil, razumeš? To je pa spet druga skrajnost. On nič kriv, otrok, noben mu ni verjel, končno se je zase postavil, on ga ruknil, nebo je pa on. Razumeš? Ne, nič od dediščine, nič od odškodnine. Sam, a veš, recimo, no. Jaz se zdaj to tako predstavljam, obstajajo različni načini tega seksualnega eksploatiranja teh mladoletnikov. Lahko je nekdo ljubeč, veš, on ga ima lahko rad, lahko se tam poljublja z njim, ga boža, ga liže, ne vem koga. To je ena varianta. Lahko je pa nasilen, fizično, pa ga pretepa, pa ga posiljuje, pa ga on ga boli. To sta dve popolnoma diametralno nasprotni strani. Ena je ljubezen, lahko, ne? Ena je pa nasilje. Zdaj pa to dvoje, lahko je pa nekaj vmes ali pa kombinirano. In to je zelo, zelo individualno različno. Ja, sam še vsem. Ja, lej, če imaš ti nekoga rad, pa to je nekaj čist drugega, kot jaz tega nisem prakticiral, da se zastopimo, ne? Ampak si predstavljam, da ima nekdo nekoga rad, da ga ljubi telesno, pa magari je star, ne vem, toliko in toliko let. Ne, zdaj ne govorimo o otrocih do 11 leta, 12, 13, pri 13 je pa že, nekateri so pa lahko že spolno zreli in imajo tudi spolne odnose, čisto normalno, med sabo lahko in to ni nič narobe, ne? Ja, če so isto stari ali pa če so, ja, razumem, ja. In zdaj, zakaj ne bi bilo to, a veš, včasih je bilo to popolnoma legitimno. Kakor je prišla punca v fazo, to, kaj je, menarha, se mi se reče temu prva menstruacija, Ja. in so se takoj zagrebali. In to povsod, v vseh teh najbolj primitivnih plemenih, in to od, če hočeš, avstralopiteka naprej ali pa še prej. Ja. Ko je ženska imela prvo menstruacijo, otroček je bil, potem je postala ženska in takrat so rekla, aha, zdaj bomo pa mi z njo, ne? In če si jo on lahko prilastil, je vedel, da bo imela z njim, ne vem, 20 potomcev. Ja, ko si tako začela mlada. Ja. Se koliko je bila onka stara, kaj ti te spoznal? 13 let je bila? To pa ne vem. Čisto je bila mlada. Ja, ne, saj razumem, kaj misliš, ja. In to je dosti legitimno, ker človek je pri 13, če se sam odloči, dobro, vse se takrat sem itak tole forsiral, te poroke in tako naprej. Mislim, pol kasneje. Ampak principialno se pa lahko oseba pri 13, koliko je Romeo in Julija, se ona dosta bila stara, ne vem, 13 pa 14, ne, nekaj takega. In sta bila legitimna ljubimca, ne. Zdaj pa, če bi pa bil zdaj pa Romeo star pa 30, kaj pa pol, a to je pa zdaj narobe, ne. Pač, ker zame 30 let star človek, ali pa 21, ker že tudi to bi bila tudi že pedofilija, ne. Če je 21 let star, ona pa 13, to je že pedofilija verjetno, ne. Ampak, a veš, 21 je zame otrok, jaz sem star 61, a veš, zame sta recimo moja dva starša, ki sta bila stara 23 pa 21, ki zdaj gledam nazaj, in ona dva sta mene gojila, vzgajala, vzrejala, zame sta zdaj to ena dva adolescenta, tako rekoč, ne, ki sta zdaj
na moje življenje vplivala, tako kot sem prej pravil, preko vseh teh raznih dodatnih, ne, gostov in družinskih prijateljev. Skratka, te stvari so zelo diskutabilne. Zdaj, da pa ti kar nekaj določiš, da to je pa zdaj kar nekaj pedofilija, kar pa pred 100 leti je bilo nekaj najbolj normalnega. Veš, mogoče pa čez 50 let bo pa spet popolnoma drugače. Ja, ne, saj ta tvoj vidik, jaz se z njim strinjam. Jaz bolj gledam z tega vidika, recimo, ne vem, imaš ti 10.000 sledilcev, ano? Si star, ne vem, koliko je on star, 25 let ali 23, ne vem, koliko je star. Ampak če me reči, da dejansko one otroške oboževalke, ki so, ano? Ne vem, 10, 11, 12 let stare, v bistvu njim je to status ali pa luksus, da pridejo čim bližje človeku, ki ima veliko sledilcev, razumeš? In poj, recimo, se pravi, one se s tem bahajo, ali pa je imel ponos, medtem ko on gleda pa z druge strani, on pa gleda, koliko jih bo mu na določen način, ki se oni niso predstavljali. V tem smislu je pa poj nekako narobe. Včasih je bilo družbeno sprejemljivo, aha, ta sosed, v redu, to je zdaj kao deklica, je ratala ženska in hoče imeti čim več otrok, se poročimo takrat, konc 20 otrok, ne vem, kot Marija Terezija, pa so vsi to počeli, ali? Tle je pa druga situacija, da imaš določene ljudi, ki znotraj družbe, se pravi znotraj nekih, ne vem, zdaj v tem času, bi rekel, določenih normalnosti, on naredi tako, da una ženska po eno travmo doživi, ali deklica, ali karkoli pač. V tem smislu se mi zdi to narobe, da je to ena izjema, ki izkorišča tisto, kar je bilo včasih normalen, a ne. Se če vsi gledajo tako, itak pa je vse normalen. Če bi vsi verjeli, da je ta stol Bog, bi bilo to normalen, a ne. Če bi pa zdaj vsi verjeli, da je pa Allah Bog ali pa Jezus Bog, pa bi pa en rekel, ne, zdaj pa ta stol Bog, zato da bi tiste iz Jezusa pa z Allaha na ta stol spravil, pa čez par let rekel, ko naredil harem od 100 ljudi, bi rekel, jaz sem se sam hecal, zato da sem vas dobil na to, bi pa v bistvu oni rekli, jaz se nisem pa nategnil, a ne. V tem smislu, a ne. Zato gre pa za razsvetljevanje. Ja. In to, zdaj pa eni ljudje tega enostavno niso deležni. Nimajo te sreče. Prvič, lahko se zgodijo slučajno, mati samohranilka, nima časa za njih, se druži potem še z dodatnimi, ne vem. Tako ima medvedka. Medvedka ima teritorij, en teritorij, in ta teritorij je znotraj teritorija večjih samcev. In zakaj ima ona tako? Par se z več samci, noben samc ne ve, čigav je, in vsi obstijo pri miru. Če bi se pa ona parila sam z enim samcem, znotraj enega teritorija, bi jo pa drugi ubili. Tigri pa ubijajo, levi pa ubijajo zaradi tega, ali? In z tega vidika je to, rekel, čist logičen. Oportuno, ja. Tako, ker je to najbolj zano sprejemljivo, že tako račune, ona mora hrano iskati, pa bo pa še z unim petem tam, ne splača se. V tem smislu. Še ona ne ve, pa v se ne ve. Ja, no, sej. Nimajo pojma. Pa sej v tem ni nič slabega, če gledaš, ne vem, tle nas poučijo vse, kako mora biti. Oni gor na najvišjih inštancah se pa med sabo, ne vem kva, orgije zganajo, pa otroke vozijo z ne vem kje, pa ne vem kva, se ne vem, neki so teorije, neki praksa, ampak ne vem, jaz bolj ke, ne vem, 20 let nazaj, ko sem bil jaz najstnik, se rekel, Melania, Trumpova žena, super, da bo kdaj v Slovenijo prišel, pa ne vem kva. Ma zdaj, kar vem o tem, o bombarju, si mislim, stari, mi žal, da sem kdaj tako razmišljal, ampak nisem vedel. Ne, razumeš? Zanč, recimo to, da je bil ta slovenski sodnik v finalu, ta Vinčič, to je sigurno Trumpovo maslo oziroma od Melanije. Kako bo zdaj slovenski sodnik v finale sodil? To me čudem, ker s Čeferinom se pa ne zastop. To me čudem. Se nič hudega. Ta Infantino, veš? Se ni važen.
se lahko, da se tudi Čeferin pa Vinčič ne zastopata, kaj pa veš. No, glavno, se to jaz zdaj pač, da bi zdaj neki o konkretnih ljudeh se pogovarjal o nečem, kar nimam pojma, ampak je pa zelo velika, bi rekel, skoraj 99% verjetnost, da ima to neko zvezo s Melanijo. Mislim, a ne? Ali pa, no, pa se nima veze, kaj ne pride. Ja, Tako, by the way. nisem tam nikoli Ne, to je razmišljal. zdaj tako. Ne, se meni so fuzbal čisto uničil, ker jaz sem fuzbal dolg igral in Maradona je rekel, ne vem kjerga leta, da je hotela Amerika imeti svetovno prvenstvo in da so hoteli narediti na sredini prvega polčasa reklame. To je Maradona rekel. In to je me zdaj ratal pod pretvezo hidracijske pauze, ker je itak, kaj rabiš hidracijsko pauzo, jaz sem laufal kot 90 minut. Mislim, to je Larry Fari, no. Je dobro, mislim. Dobra fora. Se no ne vero ben trovata, če ni res je pa dobro se spomniti. Ful imajo reklam, ful je denarja to. Ja. No. Dobro. Kaj kurat skaj? Ja. Pa ne imajo kaj. Ma ne, bolj je to, a veš, ko ti razvijaš eno igro in prideš do enega trenutka, ko se ti pač energija poklopi in narediš razliko, a ne. In tle pa ti prekineš to, zaradi tega, ker si navajen na določeno časovnico in tle je Ronaldo bil ful v prednosti, samo on ima tak ego, namesto da bi zunaj izdul, pa bi jih podpiral, pa ima v stopu, ker so pač ful boljši bili brez njega, a ne. Si hotel skozi biti ta prvi, pa dati gole, pa ne vem kaj, pa je Portugalska spadla, drugače bi bilo po mojem med prvi 3, če mene vprašaš. A veš, da to pa, kaj so jih Španci, ne? Španci so jih premagali, ja. Ja, no, 1-0, koliko je bilo že. Ja, točno. Ja, zato, ker, a veš, Messi pa je ekipen človek. Ronaldo pa, če da drugo gol, on je kar žalosten. Ne more tak človek, pa tam koliko je star? 40, koliko? 38. On je lepotec, ne? To nema Pa nekje. ves spremenjen, jaz imam več gubek, pa ti zdaj vidim, ti si 61 star. Jaz imam več gube. Sam sem si pa malo podobno. Inkle. Tako, ko sem te videl. Ja. Tako malo oči, pa to pa Se jaz sem te mislil enkrat nasrati, kao, da sem tvoj sin. se bi lahko. Da sem tvoj Ne, sin. ne bom. Da sem tvoj sin in bi se spomnil, pozanimal bi se, ne vem, pa enemu bi se pozanimal, kjerga leta, kjera zabava, kje? A tam, čakaj, Ja. v blokah, tam nisem bil kaj dosti. Ne, jaz sem drugač zlest, sem zdaj par let tam, ampak Aha. čem ti reči, mene je tako en nategnil, veš. Enemu so ful živali slikala, profesor športne vzgoje in itak Usčakič, ki je bilo njemu dolgčas, je ravnateljno rekel, sem mu jaz slovenščino, je rekel, pa je Petelina slikati. Pa so šla ali z njemu ali z ravnateljem in on revež si ravnatelj si pa je obesil v srednji šoli, je bil tak ful čustven, in politike ni maral gor dol, si pa je obesil, midva so pa kar hodila fotkat, ampak čem to reči, ta tip, on je mene nasral, enkrat dobim pošto domov od ne vem kakšnega priznanega podjetja, da sem ne vem kakšno pogodbo dobil, da ne vem koliko moja fotko vzel in jaz sem bil ful navdušen, in to ne sem njemu pokazati in on se mi smeje tam v glavo in pa je povedal, nič ni res in pa sem jaz njemu takrat poslal kao od enega sina, da je mu enega sina, ki ga ni imel. Ni bil na isto foro žalosten, kot sem bil jaz. Ne, to se ni prav zahecati, lahko da res. Jaz sem pa res podobna, tako. A ne, da si pazil. Ja, sem ti imaš malo več lasa, no. Jaz imam ful več plešov, veš, le. Ja. Da vidim, Ti imam jaz trika daljše, samo zaradi tega, da kaj imam, ker nič nimam. Ne, so v redu takole. Ko je imel Janez Janša svoje cajte, ne, tudi takole spred. Ta Janša, to je, ko sem bil jaz pa Moatu na Bledu. Tak, bivši generalni direktor Rimona. On je imel fizioterapeuta, on ga bioterapeuta, ki je po unji metodi Domančiča, nekaj ven vlekel, pa dajal, pa masiral, pa ne vem kva. On je rekel, da je zdravil hrvaške generale, vojne generale, koliko je tega zdravil takrat, koliko je bilo 10 let nazaj za 50 € na uro, prišel na dom, pa je zdravil. V redu. Rekel na list papirja od bureka, od bureka so pisali, koliko orožja, za kjer denar so tiste kontejnerje vozili, ki so jih v luko nakladali, ki so te naše bivše odjela vojašnice praznili.
kakao ni bilo te trgovine. Pa praznik, ki je štel denarje, ki je šlo to v Frankfurt poj, pa od unga, kaj je bil že? Praznik, Boris Zakrajšek, direktor Frankfurtske banke NLB, ki ima vilo na dvorc, na blokah, pa na Hrvaškem, pa nič ne ve, ki je ta denar dobil. In pa je od unga, ki je dal, kaj je že bil? To sem spomnil. En tip je bil poveljnik litijske armade in Janša je dal usten ukaz napast vojašnice. In je rekel, ne bom tega naredil, dokler mi pisanega ukaza ne daš. Pisanega ni pa nikoli dobil. Če bi takrat napadali vojašnice, oni so imeli protitankovsko, to Ljubljano bi zradirali. On se je pa skrival dal v Cankarjevem domu. Kaj je že bil pismo? Če sem se, veš, na posodišču jaz hodim gledat, ki se vlačijo v imenu resnice, recimo, poznaš to. Sem bil na 6 obravnavah. Ženska prav, da so je brata ubili, tožniki pa pravijo, da je naredil samomor. In oni so šli tožiti tožnike, takrat je bil Janša obrambni minister, in tožba zavrnjena. In zato so naredili film v imenu resnice in so jih te, ki so kao kot morilci, kot upleteni, tožili, za obrekovanje. To se vleče zdaj 10 let. 10 let, Revca na robu živcev, mama je umrla, brata so itak fentali, foter je umrl, ona vsa bolna, pa zdaj ima že ne vem koliko 40 jurjev plus obresti, plus 20 jurjev za odvetnike, on pa predsednik. Razumeš? Izdo mater, Ne, treba je vedeti, kaj si pripravljen žrtvovati, če se hočeš proti takim gigantskim pizdarjem bojevati, pa staviš vse na kocko in ni vreden. Na sodišču? Ni vreden. Jaz gledam unga, ki je pač en specialc, bivši se je pa skesal, pa je vse povedal. Jaz sem bil tam, kasneje sem zapadal v droge, Janša se bi rešil in je vse napisal. Jaz sem tistega človeka, ki ta bivši specialc pravi, da je bil morilc. No, pustil za imene pa priimke, vsi vejo, kdo je. Jaz sem ga v oči gledal. Vsakič so te 4 odvetniki, tožili so pa novinarja, to žensko, ki je naredila film, režiserja, pa še ene par prič. Vse so tožili. Vsakič, ki so oni kaj rekli, pa je tip vedel, da je res, až kakšne grimase je delal. Kakao ni morilc. Až kakšne grimase je delal. Prav tako, 2 ure, takole, grimase. Odvetnik od teh, ki pa bran te Janševe nedolžne, je pa, kaj je že, ta Stušek, ki je bil generalni direktor Sove, zdaj pa spet, kaj je. Vse je kuhna. Ampak proti takem se boriti, star. Jaz grem tam, potrkam na zvonc, pa rečem, zdaj sem mu pa zmenil, nehajte se zajebavati, nimam nič za izgubiti, razumeš? Pojem pa par primerov našteješ, ko vas naredil, da te resno vzamejo. In to je to. Sodiš in ne narediš nič. Branjeh pa to Revco, Bran, ki je igral Sreče na vrvici, unga otroka, ne vem, kjer ga že točno. A ta glavno, Matic? Ja, mislim, da sta 2 brata, kaj že, v resničnem življenju sta 2 brata, en od teh bratov je igral